Pozdravljeni v minutah za kulturo. Še 2 dni imamo do podelitve letošnjih Prešernovih nagrad in v studio smo povabili predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada, gospoda Janeza Bogataja, da nam mogoče v teh zadnjih urah pove, kje so priprave, kako so nagrajenci, ampak za začetek, embargo na imena nagrajencev tudi letos. Seveda, zaradi tega, ker se držimo pravilnika in statuta, tam je to črno na belem napisano in če že na drugih področjih naših vsakdanjikov v Sloveniji kršimo ali pa po svoje interpretiramo normativne akte, mislim, da pri tako ugledni nagradi, kot je Prešernova, tega ne smemo početi. Nam lahko nekaj poveste o izboru, o tej osmerici, to sta spet 2 veliki življenjski Prešernove nagrade, 6 sklada. Letošnje izbiranje je potekalo zelo umirjeno, bi rekel, normalno, tako kot je potrebno. Strokovne komisije so dobile celo vrsto predlogov, mislim, da jih je bilo čez 100. In potem seveda so skladno s statutom in pravilnikom podale mnenja o vseh kandidatih, poleg tega pa še predloge tistih, ki naj bi bili nagrajeni. Upravni odbor je na svoji seji v tem poslušal poročila predsednikov posameznih komisij in v 45 minutah je bila ta seja zaključena. V celoti smo sprejeli predloge strokovnih komisij. Mislim, da je to res en izjemen dogodek bil, glede na razmere v preteklih letih. Kaj bi lahko rekli, da ste se potem iz lanskega, tako rekoč, škandala vsi skupaj nekaj naučili? Na vsak način, vsak odklon, vsaka zadeva, tudi na osebni ali pa družinski ravni, če pogledamo, je šola za nekaj naprej ali pa naj bi bila. In menim, da je bilo to zelo dobro, da je do tega pravzaprav prišlo, čeprav je bilo malo na škodo Prešernovih nagrad, ampak te nagrade itak že v preteklih letih od leta 1947, ko so jih prvič začeli podeljevati, spremlja vedno neka folklora, če to imenujem v narekovaju. Tako da letošnji proces je potekal popolnoma normalno in tako, kot je zapisano tudi v pravilniku. In vse komisije so pripravile svoje predloge na osnovi predlogov, ki so jih pošiljali posamezniki, se pravi državljani, potem razna društva, organizacije in tako naprej. Koliko pa je prišlo teh predlogov? Žal zdaj ne vem številke na pamet, tudi nekaj čez 100. Lani ste napovedovali, da bo upravni odbor sprejel neke določene spremembe v zvezi s podeljevanjem, potem se je zgodil. Takoj po zaključku lanske proslave smo imeli v naslednjih dneh prvo sejo. Na tej seji sem predstavil manjše korekture obstoječega statuta in predvsem statuta in pa tudi pravilnika. Gre za to, da sem nekako bolj eksaktno povedal, kako morajo glasiti določeni členi, kajti v statutu je bilo to zapisano tako, da se je da razumeti saj na 2 načina. No in to je bilo seveda takoj tudi sprejeto. Člani upravnega odbora niso imeli nobenih pripomb. Žal je pa potem prišlo do sprememb v državi. Državni zbor se je razsul in svetovala nam je pravna služba, naj s tem počakamo, kajti vsako spremembo našega statuta moramo speljati skozi državni zbor. Jasno, državni zbor je potem v drugi polovici leta oblikovan in zdaj imamo v načrtu, da bomo te spremembe posredovali takoj po zaključku letošnje proslave, skupaj še z nekaterimi drugimi manjšimi korekturami. Ena od njih bo tudi sprememba določila o embargu.
Jaz popolnoma razumem vse medije, da želijo že vnaprej objavljati imena nagrajencev, opravljati z njimi intervjuje, na vse zadnje je to tudi, če pogledamo čist človeško, nekoliko nelogično, da se potem na tisti dan, ko je proslava ali pa po proslavi zgrnejo vsi mediji na posamezne nagrajence, od njih iščejo intervjuje in tako naprej. Skratka, da skrajšam, mi bomo verjetno sprejeli neko tako določilo, da bo nekaj dni pred podelitvijo embargo že ukinjen, tako da se bodo in se boste mediji lahko tudi na to ustrezno pripravili. Ker upravni odbor izbere tudi režiserja prireditve, lahko na kratko samo poveste, v katero smer, kakšen večer bo v Cankarjevem domu? Zelo me veseli, da je pristal na režijo letošnje prireditve lanski režiser, gospod Filipčič. Moram reči, da je bilo soglasno mnenje upravnega odbora, da je bila lanska proslava odlično režirana in sploh zamišljena. Letos je glavno sporočilo njegove predstavitve povezano s svetlobo, kajti letos je leto svetlobe na svetu, a ne tudi. In mislim, da je to ena lepa simbolika, ki se odlično povezuje s Prešernom. Se tudi Prešern svojo poezijo in predvsem sporočilom te poezije prinaša v naše vsakdanjike in praznike neke vrste svetlobo, a ne, ali pa naj bi jo vsaj prinašal. Če znamo in če pogostokrat kakšne misli njegove v pesmih tudi preberemo. Naj vas za konec vprašam, mogoče malce provokativno vprašanje. Ste edini ali prvi predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, ki ga vidimo tudi na reklamah? Ja, to je povezano s čisto enim drugim vprašanjem. Kot etnologa seveda me zanima ritualnost v naši državi, se pravi šega in navade. In s tem so povezani tudi prazniki. Vendar mi praznujemo cerkvene praznike, razne druge praznike, profane in tako naprej. Eni imajo večjo, drugi manjšo obrednost. Državni prazniki so pa v bistvu v naši zavesti vedno vprašanje nekega bolj ali manj dolgega prostega dne ali pa več dni. Cela filozofija se je razvila okrog tega, kakšne mostove bomo delali, da bomo več doma ali pa ne vem kje na počitnicah. In sem potem eni od slovenskih pekarn, ker ne smem v mediju izpostaviti imena, predlagal, da bi za vse pomembne praznike, tako cerkvene kot tudi profane, s posebnim poudarkom na državnih praznikih, pripravili eno vrsto kruha. Začeli smo z valentinovimi ptički, ki so se dobro prijeli. S tem smo pokazali, da imamo v Sloveniji neko svoje valentinovo, ki ni to globalno valentinovo, uvoženo iz Združenih držav Amerike in Zahoda nasploh, ampak imamo neko tradicijo, ki jo lahko odlično, bi rekel, uporabimo, apliciramo v sodobno življenje. No in v naboru teh praznikov je bil tudi slovenski kulturni praznik. In zato kakšen kruh bodo spekli? To je kruh s figami, glede na to, da so otroci klicali za Prešernom doktor Fig. No in ta pekarna je z navdušenjem ta projekt sprejela, ga začela uresničevati, kot sem že omenil, najprej z valentinovimi ptički, sedaj pa še s Prešernovim kruhom. In naprosili so me, če lahko uporabijo me tudi v reklami. To je bilo vse. Jasno, slišal sem že, ker v Sloveniji to ni težko slišati, vsaka stvar se hitro razve. Slišal sem že razna negodovanja, češ, kaj se pa zdaj gre profesor Bogataj in tako naprej, ampak mislim, da je to tudi ena dvoličnost. Na eni strani govorijo, kako se mora znanost odpirati v družbo, kako mora biti uporabna, na drugi strani te pa kritizirajo. Tako da si vedno med nakovalom in kladivom, ampak menim, da če smo
skupaj, se pravi stroka in pa pekarna, dali državi, državljanom, narodu nekaj novega in če je to dobro, je to tisto, kar govorimo v sodobni družbi, da o kakovosti življenja, ne, se pravi, kruh je pa ena, bi rekel, trajna vrednota tega. Hvala lepa za obisk v studiu, želim vam en svetel praznik. Ja, tudi vam in vsem vašim bralcem. Hvala lepa.